Torej, spoštovane gospe in gospodje, danes smo se zbrali, da nekako zaključimo eno fazo in pričnemo drugo fazo pri enem projektu, ki teži prebivalce vzhodnega dela naše občine že kar nekaj let. Prej je bil problem cesta, v letošnjem letu pa je prišlo do popolne zapore na cesti Perovec-Brezje, in sicer zaradi dejstva, da je ena malo višja voda spodnesla škarpe in se je most enostavno sesedel. Pri tej nesreči smo imeli samo to srečo, da smo mi že v lanskem letu naročili projektno dokumentacijo, tako da smo v bistvu imeli načrt že pripravljen v tistem trenutku, ko je prišlo do škode in smo lahko še samo začeli s postopkom javnega naročanja, in ker je pa to bilo čez poletje, poletje pa ni nikoli dobro obdobje za papirnato vojno, smo prišli do trenutka, da danes lahko podpišemo pogodbo z izbranim izvajalcem del, to je podjetje Ceste mostovi Celje, ki ima to nalogo, da od trenutka prevzema del in v roku do konca aprila leta 2010 zgradi nov most na tej lokaciji, se pravi most, ki bo povezoval levi in pa desni breg reke Oplotniščice. Pogodbena vrednost del je, upam, da se ne motim, 146.000 evrov, in verjamem, da bomo zahvaljujoč izkušnjam, ki jih podjetje Ceste mostovi ima, tudi uspešno realizirali zastavljeno nalogo, tako z naše strani, se pravi občine Slovenske Konjice, in pa strani izvajalca. Rad bi še samo v enem stavku tudi pojasnil vsem tistim ljudem, vsem prizadetim prebivalcem, ki ne morejo koristiti te lokalne ceste, da je do zamude prišlo tudi zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za prestavitev ceste na tem delu pri samem mostu. In eno varovalko si bo verjetno izvajalec tudi vgradil, namreč mi v tem trenutku še vedno nimamo gradbenega dovoljenja, ker še vedno tečejo zaključni pogovori in dogovori z enim zadnjim od lastnikov zemljišč na tem območju, za katerega pa verjamem, da bomo že v naslednjih dneh našli eno sporazumno rešitev in skupni jezik, tako da bomo v celotnemu vzhodnemu delu petelinije Kličnica-Brezje omogočili najhitrejšo in najkrajšo povezavo do Slovenskih Konjic. Bi mogoče predsednik uprave še kak stavek? Ja, hvala lepa za besedo. Najprej se zahvaljujem za zaupanje vsem tistim, ki so pač v tem postopku javnega naročanja izbrali za izvajalca firmo CM Celje. Seveda, kar se tiče referenc glede izgradnje podobnih objektov, smo jih mi za Direkcijo Republike Slovenije že izvajali v teh krajih občine Slovenske Konjice, in seveda ni nikakršne dileme, da pač mi tega objekta ne bi mogli dokončati v predvidenih rokih, in tudi računamo, da bodo ti zapleti, ki so glede lastništva, da bodo v kratkem rešeni, in potem seveda, da so dani pogoji, da mi to delo opravimo v teh parametrih, kot so zapisani in pripravljeni v pogodbi. Še enkrat hvala lepa za zaupanje in veselimo se, da se odpirajo nova dela v teh kriznih časih, ker kronično primanjkuje dela, ker se okrog nas, kar zgrinjajo tudi okrog gospodarstva, če rečem črni oblaki, in vsako delo, ki ga firma pridobi, ni velikih del, ni malih del, vse so zaposlitve, kapacitet in s tem zaposlitvam tudi nekako
reševanje socialne varnosti zaposlenih, da ne govorimo še o čem drugim. In to je resnično vedno veliko veselje, kadar se podpisujejo pogodbe. Zato bomo to z velikim veseljem naredili in kar se tiče pa sposobnosti in strokovnosti, pa ni dileme, da to naredimo v pogodbenem roku. Hvala lepa. Hvala. Veselo na delo, so rekli, ne? Če je to ta varianta. Pa še. Predsednik, mislim, da bo res tako, v reference pa ne dvomimo. Hvala lepa. Ja. Hvala. Ja, mostovi so pač tisto, ko povezuje, ne? Že v imenu je to, ne? Tako. Slišali smo torej, župan, razveseljivo novico. Prebivalci na Konjiškem se bodo lahko predvidoma že maja prihodnje leto vozili čez most skozi Perovec. Ja, res je, ta maj 2010, to je skrajni rok po pogodbi, se pravi pogodbeni rok. Jaz pa verjamem, da bo izvajalec dela opravil kar nekaj časa pred tem. Za kako finančno zajetno naložbo gre, kdo jo bo izvajal? Na javnem razpisu smo izbrali gradbeno podjetje Ceste mostovi Celje kot najugodnejši ponudnik. Pogodbena vrednost pa je nekaj manj kot 147.000 evrov, ki pa seveda vključuje izgradnjo mostu in pa tudi po projektu je predvidena tudi delna stabilizacija brežine potoka Oplotniščica, da se ne bo več dogajala, kot se je sedaj, ko je v bistvu most padel zaradi tega, ker so bile podporne škarpe spodjedene. Slišali smo tudi, da ste imeli nekaj težav pri zagotavljanju potrebnih zemljišč. Res je, da smo mi recimo projekt pripravili že preden je most padel, ker itak bil predviden za novo gradnjo, ker druge rešitve v tem primeru ni bilo. Kasneje se je pa celoten postopek zavlekel. Jaz verjamem, da za vse tiste, ki ne morejo koristiti lokalne ceste med Brezjem in pa med Perovcem, da so to nerazumno dolgi postopki, vendar je resnica v tem, da tokrat ni krivda na počasnosti naših strokovnih služb, ampak na dolgotrajnih razgovorih z lastniki zemljišč, kajti če hočeš pridobiti gradbeno dovoljenje, potem tudi moraš imeti ali lastništvo nad zemljiščem ali pa seveda pravice uporabe gradnje. V tem trenutku se še vedno pogovarjamo z enim od lastnikov, vendar jaz sem prepričan, da bomo že v naslednjih dneh prišli do rešitve, ki bo omogočila tudi izdajo gradbenega dovoljenja, ter s tem tudi takojšen pričetek izvajanja gradbenih del. Gospod Vengost, vrednost naložbe sicer ni ravno velika, pa vendar v teh zaostrenih gospodarskih razmerah pravite, da je vsako naročilo toliko bolj dobrodošlo. Vsekakor v teh sušnih časih je vsako naročilo dobrodošlo in vsako naročilo je veliko naročilo. In ker pač v naši firmi je že v imenu Ceste mostovi, je ta mostič pravični in seveda izziv na mostovih je večno, ne glede na njihov razpon, in mi bomo to delo končali v predvidenih rokih, takoj ko bo uvedba v delo, in mislim, da bomo čim prej zagotovili to prevoznost, saj se zavedamo, kako veliko zagato predstavlja to za krajane, ker je ovira zelo kratka, ampak pot okoli te ovire pa izredno dolga.